Igor Skočir je z znanjem, dejanji in požrtvovalnostjo popeljal enote za iskanje ter reševanje oseb na nivo najboljših v Sloveniji. Temelj za vse njegove dosežke pa je že subtilna osebnost in volja do dela, ki ga žene. Prvo moraš že nekako v osnovi biti človek, kateri rad pomagaš ljudem. Jaz sem se s tem ukvarjal sem se s tem začel dosti zgodaj ukvarjati. V civilno zaščito nekje sem prišel 93. leta in tam sem že začel s temi stvarmi. S psi sem začel 2009, ko sem dobil to psičko Elo. Takrat sicer na prigovarjanje mojih hčerk, ampak sem rekel, če že dobimo psa, potem bomo tudi nekaj delali z njim. In z obzirom, da sem bil že prej v reševanju, sem se odločil še tukaj, da bom s tem začel delati. Šolanje psov ima jasen cilj – reševati življenja ljudi v najhujših stiskah. Pse šolamo s tem namenom, da rešujemo življenja, šolamo jih in za iskanje v gozdu, za iskanje v lavinah in ruševinah. Nažalost, na našem področju so ti ruševinski psi dosti uporabni. Upimo, da jih ne bomo nikoli rabili, šolamo jih pa v ta namen. Igor Skočir je človek z dolgo kilometrino izkušenj na področju reševanja, svoje poslanstvo uresničuje že blizu 30 let, akcij pa v vseh letih ne zmanjka. V sami Sloveniji jih je kar precej, zdaj tukaj na Tolminskem je pa prav odvisno nekje bi lahko rekel tam nekje med 3 pa 10 akcij. S tem, da nekatere trajajo več dni, dokler ne dobimo ali tega po nesreči pogrešanca, ker ga iščemo, ali ne prekinejo akcije. Enota reševalnih psov Tolmin je po številu članov na drugem mestu v Sloveniji, čeprav je članov vedno premalo. Vsako leto imamo šolanje teh mladih psov, se pravi malo šolo A program pa BBH program, v katerem jim predstavimo tudi našo dejavnost reševanja. Moram reči pa, da se samo reševanje se v vseh letih odloči zelo malo ljudi. Seveda to zahteva svoj cajt, svoje odrekanje in tudi finance. Pasma reševalni pes ne obstaja. Velja, da vsi psi so primerni za reševanje, razen ekstremno velikih sort pa ekstremno majhnih sort teh pasem. Poleg vodje enote reševalnih psov in vodje skupine za iskanje pogrešanih v Goriški regiji je Igor tudi jamarski reševalec in vodja jamarskega reševalnega centra Tolmin. Za svoje delo pa je že prejel zlato priznanje civilne zaščite. O jamskem podzemlju govori kot o obratnem svetu. Namesto navzgor v gore ga sedaj vznemirja svet navzdol v jamske sisteme. Ja, jamarstvo je pa ena posledica ali pa nadaljevanje nekega plezanja, alpinizma, tako da smo to obrnili v podzemni svet. Prvič sem šel z goriškimi reševalci pod jamarske reševalne službe, ker smo začeli v kakšnih manjših luknjah, pa tako potem to se je stopnjevalo do jamarskega reševalca tudi. Skočir je član enote za hitre reševalne intervencije pri civilni zaščiti v sklopu mestne občine Nova Gorica in namestnik vodje. Izzivov mu nikoli ne zmanjka in brez vseh teh zahtevnih dejavnosti, ki terjajo discipliniranost, trdo delo in odločnost, bi se v življenju nemara dolgočasil. Ja, verjetno, saj nikoli ne vemo, kam nas odpelje ta stvar. Vsak korak, ker ga naredimo, je poglavje zase in dokler ga ne naredimo, ne vemo, kam pelje. Pri tem pa mu zahvala občine Tolmin pomeni nagrado, da smo pravilno delali, da smo se pravilno odločili za vse to, kar smo se odločili. In predvsem pa zadovoljstvo, da vse to delo, ki smo ga opravljali, da ga nismo opravljali za manj, pa da ga nekdo videl.